Spoštovane obiskovalke, cenjeni obiskovalci, v imenu knjižnice Brežice vam izrekam dobrodošlico in vas lepo pozdravljam na delavnici obrazne joge, tehnik pomlajevanja in zakonitosti zdravega prehranjevanja. Pred nami pozdravljam učiteljica in trenerko Face-Force joge Darjo Korek. Na kratko o Darji. Je gospodarska inženirka gradbene smeri, ki se je znašla na poti duhovnosti in raziskovanja energij, sledi harmoniji in jo poskuša asimilirati v še tako kaotičen svet. Pravi, da je vsakem izmed nas prispevek oziroma delček, ki lahko ustvari popoln mozaik. Delavnice prirejamo v sklopu projekta Centru vseživljenjskega učenja, ki je v celoti financiran strani Ministrstva za kulturo, izobraževanje, šolstvo in šport, Evropske unije in Evropskega socialnega sklada, zato vas prosim še za vpis v listo prisotnosti. Lep pozdrav v knjižnico Brežice. Danes smo se tukaj zbrali na eni zelo zanimivi delavnici in sicer z namenom, da predstavimo pozitivne učinke joge obraza, Face-Force joge, tudi v bistvu načina prehranjevanja in enega celovitega pristopa, bi lahko rekla, kako ostanemo zdravi, vitalni, mladostni, vse do poznih let. Tako v bistvu po strani, ja, po diagonali, to je ena mišica, ki mi pravimo mišica Popaj, samo takšna zanimiva imena imamo. In zdaj na obe strani, seveda, na obe strani, takole, pridemo na rob brade, se postavimo, tukaj na kost. Zdaj bomo vdihnili in močno pritisnemo noter v točko. Joga obraza kot sama vadba nam ponuja podporo na več načinov. Ne gre samo za krepitev mišic in estetski vidik, ampak delamo tudi na endokrinem sistemu, na žleza z notranjim izločanjem in tako krepimo hormonsko ravnovesje. Pravijo taoisti, ne samo taoisti, tudi mi verjamemo, da je lepota optimalna energija. Torej, ko sijemo od znotraj navzven, smo lepi, smo mladi, smo vitalni. Tako lahko z jogo obraza dosežemo to vitalnost, mladost in ni nujno, da so gubice prisotne na našem obrazu. V bistvu gre pri gubicah le za energetske zastoje na meridijanih, kar tudi za jogo obraza v bistvu lahko popravljamo. Lahko jih brišemo in hkrati jih preprečujemo. Zdaj gremo pa na naslednjo postajo. Tukaj pod ličnicami, lahko da bi hoteli iti do spodnje veke, ampak se ustavimo pod lično kostjo na vsaki strani. Noter pod lično in točka zaboli. A zaboli? Ja, to je tudi ena sinusna točka. Če imate recimo težave za sinus, je to točko zelo fino stimulirati. Tako da na obe strani kar noter stisnite močno. Kotički so še vedno gor, še vedno smo sproščeni. Kotički so gor. Ja, tako, bravo. Dihamo, pritiskamo noter. Ne gre samo za gubice, kot sem že omenila, gre tudi za zdravje, gre za vitalnost, gre za v bistvu obraz predstavlja najboljši diagnostični aparat na svetu. Je kot en zemljevid, ki nam kaže usodo, ki nam kaže srečo, ki nam kaže zdravstveno stanje. Tako tisto pridobljeno, naš trezor energije, kot tudi tisto trenutno stanje. In tisto stanje, s katerim v bistvu vplivamo z svojim delovanjem na naš izgled in nasploh počutje. Joga obraza tudi vpliva, pomaga obnavljati možganske celice, preprečuje njihovo degeneracijo. In tako pri bolezni, kot so Alzheimerjeva, recimo, pomagamo preprečevati te bolezni, demenco. Priporočam, da jo delate vsak dan. Dolgi nozek, držimo več čas. To je obrazna joga. In zdaj bomo ob izdihu dali obe ustnice noter.
ve. Preko obraza tako mogoče razbrati čisto vse, kako se počutimo, kaj smo jedli, koliko spali, kaj se nam v življenju dogaja. In v bistvu smo manifestacija 5 elementov, kot so kovina, ogenj, zemlja, voda in lesa. Vsi ti elementi se odražajo tudi na našem obrazu. V bistvu z jogo obraza tako usklajujemo delovanje vseh 5 elementov, vseh 5 glavnih notranjih organov. Hkrati pa pri Face Forceu izvajamo tudi zelo zanimivo in edinstveno vadbo, ki se imenuje Face Force yoga. Face Force yoga je edinstvena, ker hkrati treniramo in obraz in telo. In s tem tako pomlajujemo organizem na vseh možnih nivojih. Delamo torej na pretočnosti telesa, saj veste, zdrav duh v zdravem telesu. In zelo pomembno je, da je telo pretočno, da lahko potem tudi misli tečejo, da nismo omejeni. Pomembno je tudi, da razbremenimo križ. Križne bolečine so kar pogoste, se strinjate. Vsak tretji trpi za bolečinami v križu, kar je tudi povezano z ledvično energijo. O tem bomo še več povedali v naslednjih minutah. Po drugi strani pa se tukaj med drugim in tretjim ledvenim vretencem nahaja zelo pomembna kompresurna točka, ki napaja tudi moč ledvic, jeter, notranjih organov, imenuje se vrata življenja. In v bistvu, kot vemo, hrbtenica je kot ena cesta, ki teče do temena in ta cesta, po tej cesti teče naš či, življenjska energija. In če mi lomimo hrbtenico, potem si predstavljate eno cevko, ko jo stisnemo in voda ne teče več in zraka ni. Tako se zgodi z našim čijem, z našo energijo. Hkrati so tukaj čustva, ki nas omejujejo, pregrevajo organe in tako povzročajo bolezni. Mi pri Face Force yogi v bistvu usklajujemo delovanje vseh 5 organov, oblikujemo telo, topimo celulit, skrbimo, da ostanemo mladi, da ostanemo vitalni, delamo na hormonskem ravnovesju. Tretja stvar, masaža prsi. Zakaj bi sploh trenirali prsi? Zakaj bi sploh se ukvarjali z njimi? V bistvu je najbolj pomembno se ukvarjati z njimi, ker takrat se ukvarjamo sami s seboj. Ker prsi, v bistvu ženske imamo tukaj na sredini prsnice, se tudi moški imate timus, ampak timus in za njo 2,5 cm v notranjosti je škrlatna palača. To je točka, to je ženska točka. V bistvu, ko je odprta, ženske delamo na odprtju te točke. Ko smo odprte tukaj, imamo odprto srce, takrat sledijo vse točke v telesu in se odpiramo in sijemo. Zelo pomembno tudi, da masiramo, odpiramo timus, kar poiščimo ga. Lahko masiramo tako, da vstopimo globoko noter in v bistvu gremo kar med rebra, med kosti. Tudi moški masirajte, prosim. Imate tudi timus, imate tudi čustva celo. Malo Ja, tukaj imamo sočni pletež. Timus je pa tukaj na sredini prstnice. Na sredini, če potegnemo, moški lahko ga zmerite, če potegnete črto čez bradavičke, med bradavičkama, ženski malo težje, ker je pač so pozicije različne. In seveda, tukaj še prehrana. Prehrana, ki je prav tako zelo pomembna in vsi nekako razumemo, da ob današnjem načinu prehranjevanja, kot kažejo rezultati, nekaj ne velja, nekaj ni v redu. Vse več bolezni, prehitro staranje, hormonska neravnovesja in tako naprej niso ravno pokazatelj zdravega načina prehranjevanja. Pri Face Forceu podpiramo način prehranjevanja popolne desetke. Pomeni, da gre za usklajevanje vseh 10 metabolnih hormonov z načinom prehrane. Tako se prehranska piramida, kot jo poznamo, spremeni in imamo način prehrane, da 40% maščobe, to je tistih dobrih maščob, uvrstimo nujno na jedilnik, če želimo
imeti vse hormone uravnovešene. Prav tako 40% ogljikovih hidratov, tukaj tudi zelenjava, in pa potem 20% beljakovin. Kar je zelo pomembno je, da se odpovemo sladkorju. Beli sladkor najbolj stara telo in hkrati vpliva na raven inzulina v krvi. Tako da nič več sladkorja, ampak ne se bati. Lahko jeste čokolado, obstaja veliko načinov, veliko presnih sladic, ki so kar, lahko jih rečemo slaščice, zelo slastne, zelo dobre. In nikar se ne bojte, da boste pri tem načinu prehranjevanja stradali, ker ne boste. Zelo, zelo siti boste, zelo zadovoljni, zdravi, vitalni in tudi vaša telesna teža se bo uredila. Tako da vse to je en paket, torej gibanje, razmišljanje, delovanje, dihanje in prehrana, ki ga ponujamo in tako pomagamo in sebi in drugim, da živimo srečno, mlado, vitalno, zadovoljno življenje. Hvala lepa.